Dobar dan vsem, ki ste v naši družbi. Pozdravljen še enkrat vsem. Žan Serčič, naš dopoldanski gost. Kako si, Žan? V redu. Gledal sem 2 epizodi Friendsov, pa sem zdaj dobil malo flashback pri tem komadu. Dobro. Smo v živo tudi na našem Facebook profilu. Tako da mahamo Radio kamere. Robin, pozdravimo vse, ki nas spremljate tudi tam. Če začnemo, mogoče danes je svetovni dan spanja, si ti to vedel? Jaz sem to začutil. Danes zjutraj, ko se nisem mogel prebuditi. Led dobim. Za pod očmi verjetno dobim. Pod očnjaki. Moja je dobila leda in ne zakuha, nekaj si tle. To je zaprkavajo me, dej, da bi ja še bolj narodno kakaj. Da se malo ohladi Isuska. Ne, ja, dan spanja smo začeli s tem, ja. Vse smo povedali, no. Ne, to sem hotel vprašati, si bolj nočna ptica ali si tako jutranja? Ja, nočna ptica sem. V pozne ja, ne vem, ustvarjaš. inspiracijo dobim ob 10 ali pol 11, kdaj sem napisal ta komad. Zadnja noč, namreč zadnji komad in potem sem do 1 zjutraj pisal ta tekst. In to se mi zgodi, po navadi. Se ne vstanem zjutraj ob 7 in bi jaz za en komad napisal. Ti nas gledaš, veš? Ja, okej, evo recimo. Ti za tam bo en zelo uspešen koncert, si že strnil vse misli, vse, kar se je zgodilo in kako še je bilo? vedno sem pod vtisi tega koncerta in res se veselim tudi naslednjih koncertov, ki prihajajo. Res je dobro videti publiko in vse te ljudi, ki so zdaj 2 leti bili v številkah, in v lajkih in v nekih ogledih in vse skupaj to zgleda super, wow, ampak dokler ne priješ na oder in vidiš, da so to dejansko ljudje fizični, ki pojejo tvoje pesmi od prve do zadnje 2 uri, je to pač en občutek, ki se ga ne da opisati, pa ne da se ga lajkati. Sicer sem spremljala po družabnih omrežjih, je bilo kup objav, vsi so bili tam, vsi so uživali. Kaj ti bo najbolj ostalo od tega koncerta? Tako nekaj... Ja, ni bil neki specifičen moment, ampak občutek bo mi ostal od tega momenta. Prvič se mi je zgodilo to v 10-letni karieri, da je bil tak hype, ne vem, kako bi to drugače opisal, da enostavno je bilo tako pričakovanje in nas, in ljudi, ki so bili pod odrom, in mi smo bili presenečeni, in oni so bili presenečeni, kaj so dobili. In je bilo v tistem prostoru toliko ene energije, kot da smo na nekem stadionu. Kar se je čutilo tudi preko objav. Mislim, se je res čutilo, da so uživali ljudje. V bistvu, kar naenkrat si bil po vseh medijih, je to, kar povzročilo neko medijsko pozornost, ti je ta koncert vlil neke dodatne samozavesti, nekega zagona predelov, ne vem. Zagon sigurno, sploh za nadaljno delo, oziroma glede na to, da zdaj ustvarjam cel album, cel EP v tem žanru, kot je Zadnja noč, sem sigurno dobil kup enih novih idej, kako bi zapakiral vse ostale komade. In tudi enega sem že izvajal, recimo en neizdan komad, na katerega so zelo noreli in točno vem, da hočem ta občutek. A to si malo potipal za kako to? Itak. Je že priložnost. Kje imaš priložnost, tam moraš pokazati in teren preizkusiti, ker to največ teje v bistvu. V več pogovorih praviš, da je Žan danes drugačen Žan. V kakšnem smislu to? V vseh smislih. Veš, da se tudi v 10 letih pač človek spremeni in verjetno čez 10 let bo Žan spet nekdo drugačen. In verjetno najbolj to, kako dojema sebe in verjetno sebe kot glasbenika. To se mogo jaz razčistiti oziroma zaključiti pri sebi, da pač jaz sem glasbenik, profesionalen, ki se s tem ukvarja in ki ima okoli sebe ljudi, ki tudi v bistvu so del moje ekipe in živijo na ta račun. In jaz s tem prevzemam eno odgovornost, da je moja glasba na najvišjem možnem nivoju tudi za vse moje fane in za vse ljudi, ki to delam, ampak hkrati brez pritiskov to početi. To je ena stvar, ki jo po moje vsak glasbenik na neki točki dojame in potem balans med tem držati je, ko si v tej neki, bom rekel, prvi ligi slovenske glasbe. Zadnja noč je ta najnovejša. Jaz sem nekaj prebrala, da si tu delal pod tušem ta ideja, da je padla. Je res to?
utrnila se mi je ideja, res Mi potušila. imamo tudi tlen tuše. Zdaj, če bi to A, bo nam kakšno izgubo samo Rabiš kaj? upe. Hecamo se, A da dej. bi en komad napisal? Ne, lahko Še pod tudi. vašim tušem. Mogoče. Jingle Mogoče. za Radio Robin. Vidiš, Evo. Jingle, no. zakaj ne bi en jingle naredil? Zakaj ne? Ja. Ne, dej, gremo z Dajmo, tvojo dajmo. najnovejšo. Brez Gremo, z tuša. veseljem, z Gremo. veseljem. Evo, izvoli Žan Serčič in Zadnja noč. Uživo na Radio Robin. Kdo te bo bil po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ki sem jaz sina učil te? S kom ljubezen boš delila, del mene še v njej je. Daj, da te poljubim še zadnjič, edina. Daj, da te objamem, le to nama ostane. Daj, da te začutim še zadnjič, edina. Preden naj svet razpade. Le še ena noč, polna je strasti. Ob tebi spet zmrazi me, ne vem, kaj bolj boli. To, da se oba bojiva, kaj je prav in kaj narobe. Ali to, da se sprašujem, kaj bo jutri, ko ne bo me. Kdo te bo bil po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ki sem jaz sina učil te? S kom ljubezen boš delila, del mene še v njej je. Na, 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 na. Daj, da k sebi stisnem te zadnjič, edina. Objemi zdaj močno me, da še enkrat poletiva. Daj, da spet goriva kot sveče edina, kot vosek se topiva. Naj bo zdaj ta noč za vse najine noči, kot prvič te vzamem, jutri zadnjič te spustim. In če le en dan ostavo, vse bilo bi vredno. Tako kot ti del mene, veš, vzela si zavedno. Kdo te bo bil po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ki sem jaz sina učil te? S kom ljubezen boš delila, del mene še v njej je. Kdo te bo bil po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ki sem jaz sina učil te? S kom ljubezen boš delila, del mene še v njej je. S kom ljubezen boš delila, ker del mene še v njej je. Žan Serčič v studiu Radio Robin. Uživam, je bilo tole, samo da malo znižam tole jakost slušalk, da nam Žan ne ogluši tukaj. Okay. Žan, odlično. Super je bilo slišimo. tole. Hvala. Ja, res, Suska si je A let je kar led? bolj blizu. Da. Ja, rabila samo, lecovska? nisem še uporabljala, sem dala samo blizu. A ti dam enega za vrat zadaj? Ne, poleg, karemo domov. Ja. Mislim, zdaj sem Okej. tu malo narodno rekla, mi je narodno, da je nehte. Ti, zdaj si Razumem. si kar bil nekaj medijsko izpostavljen, ne, zdaj v zadnjem času, ne? Ja. Kaj, je to pritisk ali... Mogoče ne več toliko zdaj po Ti teh godi, letih. no. Godi, pa ne vem, če čisto. No.
Res, iskreno nisem ta človek, sem tak bolj introvertirana oseba vedno bil, ampak vem, da to pač spada k temu poslu, ki ga pač počnem in to mi odtehta, no, če lahko jaz delam glasbo, zaradi tega na še višjem nivoju potem štekam. Ok. Sej smo, ker smo že pri tem biznisu, pišeš tudi za druge, ne, delaš glasbo. V čem se to razlikuje, ne, tako v ustvarjalnem smislu, ne? V ustvarjalnem smislu je zelo različno, drugače, kot če bi zase nekaj naredil. V resnici je isti princip, ampak pri pesmih, ki pišem zase, izhajam iz sebe, iz svojih občutkov, svojih feelingov, svojih izkušenj. Ko pišem za druge, izhajam iz njih, ne? Se pravi, nisem ta tip tekstopisca, ki bi imel v predalu shranjena besedila in rekel, boš pisal, a hočeš pet o biciklih ali o ljubezni, ne? Ampak enostavno se vsedem z vsakim izvajalcem, ki hoče narediti, v bistvu hoče, da mu jaz produciram komad ali pa napišem in ne vem, tako po dvournem pogovoru, a se mi utrne ideja ali pa ne. In rečem, super, imam idejo in po navaji napišem tekst zelo hitro ali pa rečem, oprosti, nisem inspiriran in se pač ne zgodi, ne. Tako da, tako zgleda ta nek proces, no, in tudi pri sebi sem dostikrat zelo kritičen, ne. A imam dovolj dobro idejo, je vedno moje vprašanje. In ko imam dovolj dobro idejo, jo zelo dolgo časa razmišljam o njej in je ne pišem, dokler ne čutim, da je ta moment tako, kot je bil pod tušem, ne. Recimo, zdaj je ta moment, zdaj se je kanal odprl in zdaj grem napisati komad. Kaj bomo še slišali? Slišali bomo še eno skladbo, pa da vidimo mogoče eno starejšo, Letim. Poletimo torej skupaj. Žan Serčič uživa na Radiu Robin. Vidim več luči, ko hočem s tabo naprej. Ne najdem več rešitev in ne novih idej, a spet in spet se znajdem v trenutku kot prej. Že 100-krat sem si rekel, naj ne gledam nazaj, le eno obisk dovolj je, da ne vem več zakaj, da spet in spet se znajdem s tabo v mislih na raj. Če kar imela sva, v tebi več ne tli, za me dobro veš, da še v mislih s tabo letim. S tabo letim. Če kar imela sva, v tebi več ne tli, za me dobro veš, da še v mislih s tabo letim. S tabo letim. Ko hočem s tabo naprej, ne najdem več rešitev in ne novih idej, a spet in spet se znajdem v trenutku kot prej. Že 100-krat sem si rekel, naj ne gledam nazaj, le eno obisk dovolj je, da ne vem več zakaj, da spet in spet se znajdem s tabo v mislih na raj. Če kar imela sva, v tebi več ne tli, za me dobro veš, da še v mislih s tabo letim. S tabo letim. Si rekla, ko letela sva, da naj se prepustim, za me dobro veš, da še v mislih s tabo letim. S tabo letim. Žan Serčič v studiu Radia Robin uživa.
Zdaj smo poslušali to skladbo, ki je bila malo starejša, ne? Ja. Suska je prvi let porablja. Nisem še. Nisi še? Samo se pripravljam. To je moj cilj danes, v bistvu. Ja. Da Suska ta cel let porabi do konca tega intervjuja. To bo malo težko, kaj je kar precej težko. Suska, jaz bom še eno zapravil. Dobro, bom potrudila se. Tudi ti se moraš potruditi. Bom se potrudil. Ne, to skladba, ki smo zdaj slišali, malo starejša je, ne? Zdaj, ta najnovejša, ne, je pa kar, odkje zdaj ti latino neki ritmi in tako, a to je, ne vem, kaj? Ja, jaz se tudi sprašujem, od kje je to, ne? Ja. Ko sem napisal ta komad in potem v bistvu še en skupek teh komadov, ki kot pravim, da jih zdaj ustvarjam, sem se začel spraševati, okay, kaj pa zdaj to pa ni, ne vem, Letim 2 ali pa Snežinki 2, ne? Ja, to je popolnoma druga knjiga, ne? To Ja. ni nov list. In jaz mislim, da je prav, da se glasbenik raziskuje samega sebe in se v bistvu na nek način ponovno najde, ne? In ja, to je, mislim, da ta nov album, z novim albumom sem začel raziskovati neki ta balkanski, mediteranski, latinsko-ameriški melos in to so ta čustva, ki sem jih hotel uprizoriti in to je ta glasba rabla in zato sem se odločil to zapakirati v nek ta paketno. In kdaj bomo slišali še vse te naslednje skladbe, ki so pripravljene že, če se ne motim? To je pa full lore vprašanje, ne? Ampak sem se in pri prvem in pri drugem albumu sem se zarekel in je bilo potem kasneje, kot sem pričakoval, jasno. Dobro, zato, ker se poznam in vem, da vedno zakompliciram stvari produkcijsko in ja, ampak to bi še lahko, pa to bi še lahko. Ampak ja, produciram pa album skupaj z Krešimirom Tomcem, ki je super producent tudi in ja, no, se pravim, vedno traja dlje, kot si predstavljamo sploh te stvari, no. Okay. Tujina, te mika še? Tujina me še vedno obstaja ena ta misel v moji glavi, ampak ta trenutek ne, no. Ta trenutek sem preveč fokusiran na to, kaj hočem v slovenščini narediti in preveč zaljubljen v slovenščino in v Slovence, ki prihajajo na koncerte in Slovenke. No, lepo. Kdaj pa te lahko naslednjič vidimo na koncertu? Naslednji koncert oziroma najbližji koncert. Slišimo. Tudi vidimo, če boš želela. V glavnem, najbližji koncert je 13. aprila v Nebu, se pravi, nebo je v Ljubljani. Tako da, ko bom pa kaj v teh koncih, pa sigurno napišem na moja socialna omrežja in potem spremljate in boš me lahko videla in slišala, absolutno. Ja. Kako je v Ljubljani, da si se preselil, ne? Ja, druga frekvenca je to, no. Ne moram reči, a je boljše ali slabše, lahko rečem samo, da za to obdobje mojega življenja je Ljubljana prava odločitev. Ok, odlično. Kaj si rekel, da boš še enega zaigral? Ja, ne vem, let še je, no. Ja, dej. Let še je, porabiti ga je treba, no. No, dajmo. Žen Serčič. Damo še eno. Daj. Pa damo res eno zimsko mogoče, no. Snežinki. Kaj se bo zgodilo, prav? Ja, tu smo čakali. Poznam, bom tiho. Poznaš, pa mogoče boš mi pomagala tudi malo zapeti. Ne, čakaj. Jaknica je že dol za vse, ki samo poslušate. Hrozno. Baby, vedno nate spomnim se, ko sneži, dve snežinki jaz in ti, letela sva med zvezdami, stopila sem med prsti. Se spomniš tistega decembra in črn plašč iz usnja, ki sem ti ga dal. Še pomisliš na vse polarne sije, na refren počakajmo. Te kdo uvije, tako kot sem te jaz, dal bi vse, da še enkrat bi letel tvojo nedolžno dušo ujel. Baby, vedno nate spomnim se, ko
Sneži. Bravo, dve snežinki jaz in ti. Letela sva med zvezdami, stopila sem med prsti. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži. Padala sva jaz in ti, zamrznjena v večnosti. Stopila sem med prsti. Še sanjam, še vedno me preganja, ker vedno, ko listje odpade, spomini so nazaj in čakam, da spet se vrneš k meni, kakor cvetje v jeseni. Se nas lepo zaljubila, boš dal bi vse za še nec s teboj, da bi šla prek neba. Zdaj december sovražim, ker... Ajde, Anja, še enkrat gremo skupaj. Ko sneži, dve snežinki jaz in ti, letela sva med zvezdami, stopila sem med prsti. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži. Padala sva jaz in ti, zamrznjena v večnosti. Stopila sem med prsti. Let zmanjkuje. Žan Serčič v naši družbi, Žan, preden se poslovimo, vikend bo delaven ali si vzameš kaj fraj tudi? Vikend je pa zdaj na srečo prost. In prav tako sem si zorganiziral, veš, da prijem v Novo Gorico in potem grem na obalo za 2 dni in ofno. Zaslužen počitek. Hvala. Hvala, ker si se odzval našemu vabilu. Z veseljem, največjim veseljem, vedno. In lej, se veselimo ponovnega snidenja. Enako, super radio ste, super intervju je bil in hvala, da vrtite slovensko glasbo in mojo glasbo in z veseljem se še vrnem. Radio